Delodajalci so v javno zdravstveno blagajno v lanskem letu prispevali skoraj 900 milijonov evrov, a imajo pri reformi sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja vse premalo besede. Kaj predlaga Gospodarska zbornica Slovenije in kaj pričakuje slovensko gospodarstvo od bodoče zdravstvene reforme? Ja, res je, kar ste rekla. Dejstvo je, da že nekaj časa napovedujemo to reformo zdravstvenega sistema. Ne zgodi se pa tisto, kar mi pričakujemo. Politika, Ministrstvo za zdravje je sicer dalo v obravnavo predlog sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim so iskali predvsem nove vire financiranja zdravstvenega sistema in so ga tudi na našo zahtevo in zahtevo ostalih socialnih partnerjev umaknili. Drugi zakon, ki so ga ponudili, je pa zakon o zdravstveni dejavnosti, ki seveda trenutno tudi v strokovni javnosti in med socialnimi partnerji povzroča ogromno razburjenja seveda in različnih mnenj in pogledov na vsebino. Zato se čudimo, da politika, se pravi Ministrstvo za zdravje, ne posedi partnerjev za mizo in se tudi z nami seveda dogovori o tem, kakšen naj bi bil bodoče sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, da z nekim nacionalnim programom ne dorečemo vsebine, da ne povemo, kakšna bo mreža zdravstvene dejavnosti v prihodnje in šele potem se lotimo nekih zakonskih podlag. Dejstvo je, da je sredstev relativno malo v zdravstveni blagajni, da primanjkuje, da ima zdravstvena blagajna težave in da bo treba z nekim poglobljenim, vendar konstruktivnim dialogom doseči soglasje o tem, kako naj bi zdravstveni sistem v prihodnje izgledal. K temu sodi tudi seveda košarica pravic, s tem je treba tudi doreči, kakšen bo sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ali ga bomo sploh še imeli. Se pravi, kopica odprtih vprašanj, ki pa nas, ki smo ključni plačniki v zdravstveno blagajno, begajo v tem smislu, ker se bojimo, da ne bomo razčistili ključnih problemov zdravstvenega sistema in da bo pritisk predvsem na dodatne vire. Sami veste, da je gospodarstvo slovensko že tako nadpovprečno obremenjeno z davki in prispevki in ne pričakujemo in ne dovolimo nikakršnih novih obremenitev. Ravno obratno, pričakujemo, da bomo z racionalnim obnašanjem tako politike, izvajalcev kot zavarovancev dosegli v prihodnje tudi znižanje prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.